Ja, v življenju je tako, če ne delaš tisto, kar imaš rad, boš težko tudi zelo uspešen. A boš šel na trening za to, da je samo tam, da mu 2 ure mineta, ali bo od tistega treninga dejansko hotel kaj vzeti. Tekmi uživaš samo, če imaš po koncu dober uspeh. Pol še bolj resno sem pa začel razmišljati po tistem padcu v Planici. Pozdravljen, Peter. Hvala, da si se odzval na vabilo. No? Tak, v bistvu, prvi mož slovenskega skakalca, da rečem. Kaj pa se veseliš olimpijskih? Ja, hvala za vabilo. Zdaj prvo mož, ne vem, če še bo še dolgo trajal, ker se mi doma kar zelo približuje. Ja, res je, olimpijada je kar zelo blizu in bom rekel, veselim, kaj pa je mogoče bolj nestrpno pričakujem, urejam stvari, ki jih je še treba do takrat urediti, pripraviti, popraviti in bom mogoče lahko začel pričakovati šele, ko se bom tja odpravil. Ampak, a pogrešaš to, da bi šel tja v bistvu ti tekmovati, ne pa samo gledati? Niti ne, ker nekako sem se jaz tekmovalno povsem zadovoljil s tem, kar sem dosegel v svojem življenju. Ne pogrešam nič te tekmovalnosti, profesionalnosti, ker sem skozi leta kariere zelo doživel, kar vse je treba vložiti v to, če hočeš biti vrhunski športnik, če se hočeš boriti za medalje na svetovnih prvenstvih, na tekmovanjih svetovnega pokala, na olimpijskih igrah. In bom rekel, da s tem, kar sem na teh tekmovanjih dosegel, sem pomirjen in zadovoljen, zaradi tega ne pogrešam tekmovalnega dela. Mogoče ljudje sploh ne razumejo, koliko to terja v bistvu in psihično in fizično neko veliko ceno. No? Profesionalno športništvo, mogoče opišeš, kakšno ceno to terja? Mislim, da ni to, da bi rekel, zdaj taka cena, kot bom rekel, je malo gladiatorstvo, ampak mislim, da je sedaj postaja svet nažalost ves tako krut, da je povsod treba se odločiti za, sprejeti težke odločitve, če hočeš biti vrhunski, pa naj bo to vrhunski šport, vrhunski posel, podjetnik, karkoli, kjer se pač odločaš na vsakodnevni ravni, ampak mogoče ima šport še to specifiko, da je ves čas vrhunski šport, ves čas pod drobnogledom javnosti, medijev, ker v bistvu en z drugim sodelujeta, mediji in športnik, morata en drugega, bom rekel, gor držita. In pa na športu športnik se mora odločiti tudi glede prehrane, regeneracije, spanec je, bom rekel, eden najpomembnejših vidikov športa zdaj postal. In to se nekako moraš ti odločiti pri 17, 18 letih, ko, bom rekel, se ti največ stvari v življenju dogaja. Se mora človek odločiti, kdaj bo jedel, kaj bo jedel, kdaj bo šel spat, kaj bo treniral, kdaj bo treniral, koliko se bo družil, a se sploh bo družil, šolo mora še narediti. In te stvari sprejeti je marsikomu pretežko, zato se za to ne odloči, mogoče kdaj komu žal, ampak tisti, ki pa te odločitve sprejme, pa iz tega nekaj naredi, pa mislim, da mu ni nikoli žal. Torej ti ne obžaluješ niti malo? Ne obžalujem, ker tudi, bom rekel, veliko se govori o tem, koliko je treba žrtvovati, koliko mora športnik žrtvovati, ampak noben športnik ni s palco v telovadnici, da bi imel nekdo s palca za njemu stal in rekel, zdaj moraš to. Vsak se sam odloči, a bo treniral, a ne bo treniral, a bo šel na trening, a ne bo šel na trening, a bo šel na trening za to, da je samo tam, da mu 2 ure mineta, ali bo od tistega treninga dejansko hotel kaj vzeti. In pač s tem, ko se to človek odloči, jaz mislim, da to niso žrtvovanja in odrekanja. Je treba iti v športu v bistvu iz pravega, pač iz pravih začetkov, ni, da boš zmagal, ampak pač, da boš delal to, kar imaš rad. Ja, v življenju je tako, če ne delaš tisto, kar imaš rad, boš težko tudi zelo uspešen. To mislim, da smo vsi doživeli v šoli,
tisti predmet, ki smo ga sovražili, smo težko dobili odlične ocene. Tisti predmet, ki smo imeli radi, so bile ocene večinoma kar avtomatsko že više postavljene. In tako je življenje, tako je šport. Če stvari nimaš rad, je boš težko dobro delal, še težje boš pa pri tej stvari vrhunski. Ampak, a si raj tekmoval ali v bistvu skakal, no, tako treniral, pa kaj ti je bil večji užitek? V bistvu mi je bil trening zmeraj večji užitek. Na treningu lahko zafrkneš, lahko več klepetaš pred treningom, po treningu. Tudi na tekmovanje nas je hodil 6 res dobrih prijateljev, smo bili skupaj, ampak na treningih so bili pa še tisti, ki niso šli na tekme. Predvsem pa, bom rekel, so bili, mi rečemo, te ponedeljkovi treningi, ko si v nedeljo zvečer prišel z tekme, ponedeljek zjutraj si se dobil v fitnessu, da si naredil moč, osvežil moč, ampak to je bil pač trening, kjer si se še vse za nazaj pomenil, za naprej plan naredil, in je bilo, bom rekel, so zelo lepi spomini na te treninge ostali. Pri tekmi je pa vedno nek pritisk, pa v bistvu neka visoka pričakovanja in od ljudi in do samega sebe. Ja, v tekmi uživaš samo, če imaš po koncu dober uspeh. Če ne, je vse zelo, bom rekel, kdaj je tudi mučno, ampak predvsem težje, ker ja, športnik pričakuje veliko sam od sebe, kaj bo naredil. Čuti se tudi, da drugi pričakujejo, mogoče še najmanj pričakuje družina, ostali imajo pa vsi visoka pričakovanja, sploh, če si že prej kaj dosegel. In z tega, bom rekel, s tem hoditi po svetu se včasno občuti malo, bom rekel, bremena, ki ga pa je na trenutke zelo težko opustiti pa reči, da to sploh ni važno oziroma da tega ni. Kakšen je pa občutek na vrhu skakalnice glih pred nekim zelo pomembnim skokom za svetovno prvenstvo? Ja, v bistvu se mi zdi, da se v vseh teh narekovajih stresnih situacijah se je meni začel čas zelo počasneje odvijati. Se mi zdi, da je bila sekunda malenkost daljša kot pa ponavadi in je bilo kar naenkrat zelo veliko časa in pa začneš razmišljati, kaj bi naredil, kaj ne bi naredil, ponavljaš, kar ti je trener, bom rekel, naročil, in pol obstajajo različne tehnike, kako se od tega odvrniti. Jaz sem velikokrat začel gledati okrog skakalnice, kaj se dogaja oziroma bolj, kakšna je pokrajina in sem s tem preusmeril misli, da ne mislim več čas samo na ta stres, ki me čaka 150 metrov nižje dol, ampak sem se, bom rekel, preusmeril misli na to, da sem lažje počakal na svoj nastop. Pol pa, ko pride pa tisti, bom rekel, tvoja štartna procedura, si pa padeš v nek film, ki si ga vajen in s katerim pol opraviš ta svoj nastop. Ja, sej, ko letiš pol, čisto vsi te občutki izginejo in samo pač nekako si fokusiran na to, sploh ni več nekih distrakcij, misli. Ja, ko si, bom rekel, ta smučarski skok zahteva toliko koncentracije, sploh na teh tekmah, da imaš težko še kaj drugega zamisliti. Mislim, možgani ne morajo sprocesirati, če hočeš, da boš uspešen in ko si uspešen. Saj, kdaj se dogaja komu na treningih, tudi meni se je, da vmes med skokom lahko še kaj drugega pomisliš, razmišljaš, kdaj tudi pogledaš, ampak takrat tisti skoki niso najbolj uspešni. A v bistvu, kot skakalec, več niti ne veš, koliko dober rezultat imaš, no, zato ker se tudi pravila malo spremenila in zdaj vključuje tudi veter. Pa... Ja, v bistvu zdaj, odkar so uvedli zeleno črto, ki vsaj nekako da vedeti, kje je tista meja za prevzem vodstva, je malo lažje. Prej, ko te laserske črte še ni bilo, pa res nisi vedel, ali je bil lahko skok dober, pa si skočil zelo daleč, pa si videl, da si imel samo dobre pogoje. In je bilo, se mi zdi, kar smešno po televiziji zagledati, ko je nekdo daleč skočil, pa se je veselil, pa bil poje
recimo četrti, ali pa je nekdo malo skočil, pa je bil ves jezen, Ja, pa je bil pa prvi. pa je bil pa prvi. Ja. In, zdaj je to s to črto precej lažje, da ima ima skakalec ima orientacije, kje bo pristal na koncu. Kaj pa gledaš kot največji svoj uspeh, tako življenjski? Mislim, da je moj največji uspeh bil to, da sem po 15 letih svetovnega pokala lahko zaključil s tem, da sem bil na vrhu, pa da v bistvu sem iz enega roller coasterja oziroma vlakca smrti med leti 2016 in 2023 oziroma do 2024 lahko prišel z dvignjeno glavo, brez teh obžalovanj, ampak za eno tako močno življenjsko šolo. Tista konferenca, če se spomniš, verjetno vseeno, kjer si pač najavil, da se boš upokojil, je bila kar čustvena, no, si omenil tudi družino in pa ženo. Kakšni imajo oni pač vlogo v tvojem življenju, no, v tvojem koncu kariere? Ja, tudi oni so predvsem en delček tega, da sem, ne, predvsej velik del tega, da sem to, kar sem, ker se mi zdi to, bom rekel, svojo družino sem začel ustvarjati že 7 let nazaj. In nekako sta bila takrat Mina pa Ludvik zelo veliko sama. Jaz sem veliko potoval, COVID se je zgodil, kar je pomenilo še daljše odsotnosti od doma. In bom rekel, sta kar zelo veliko zdržala brez mene doma. Meni je bilo v bistvu tudi težko, ker sem bil toliko doma. Pol je prišel še en sin, začetek, konec leta 2021. In pol sem malo, ko ti ne gre, ko nisi uspešen v športu, se začneš malo spraševati, kaj je vredno, koliko je vredno, kje je meja tega, da saj grem jaz na tekmo, ampak jaz pridem s tekme razočaran, doma pustim familijo in oni pač zdržijo, pa ne glede na to, kakšne volje pridem domov, so me zmeraj veseli, ampak sem jaz, bom rekel, nosil eno tako težko energijo takrat domov. So me pa zmeraj znalo dobro voljo spraviti, zelo sem bil vesel, da ko sem bil tiste 2-3 dni domov, da sem imel ta privilegij te službe, da sem lahko dopoldne otroka odnesel, pa sva šla se sankat, sploh pozimi, ali pa na igrišče, da, bom rekel, preusmeri misli od tega vrhunskega športa, ki je včasih tudi malo krut, ampak sem zmeraj hvaležen, predvsem Mini, da je ostala tako močna, kot je, in nas, bom rekel, skupaj pripeljala do, bom rekel, tudi momenta, kjer smo zdaj, ker se mi zdi, da se v vseh teh družinskih odnosih nikoli ne smeš ustaviti in si vzeti stvari za samoumevne. Kdaj pa so začeli pojavljati občutki, da misliš, da je počas, da zaključiš? To je bilo, mislim, da kar na poti na olimpijado 2022, ko, bom rekel, nismo imeli najlepših pogojev na poti na Kitajsko. Bilo je v času velikih restrikcij in se pravi, so nas posedali na avion, zraven smo dobili vrečo pakirane hrane. Vsi stevardese so bili oblečeni v skafandre z očali. Bom rekel, na vsake 2 ure so cel avion merili temperaturo. Tako da niso bili najboljši občutki, da ko potuješ, ko si tja potoval in sem rekel, zakaj meni tega treba v življenju. Je pa res, da tudi nisem šel z najboljšo popotnico tja na Kitajsko. Na srečo se je tam zelo na boljšo obrnilo, so bili uspehi, ampak se pa nekako moj koles je takrat že začel vrteti, koliko časa še, dokdaj, zakaj in tako naprej. Pol še bolj resno sem pa začel razmišljati po tistem padcu v Planici, ko, bom rekel, sem pa bil
ukliničen, mu drug dan se zbudim in sem rekel, ok, zdaj pa kaj hočeš od sebe, kaj hočeš od življenja. In takrat je bilo pa kar zelo resno že razmišljanje, koliko časa še, s kom, zakaj in tako naprej. Ja, ni v redu forsirati, no, posebej v takih vrhunskih športih, ker prije in do poškodb in do psihične preobremenitve. Ja, v bistvu po drugi strani človeško telo veliko lahko prenese, ampak zdaj sem vrnil na tisto, če ne delaš stvari s srcem, jih ne boš mogel odlično delati. Jaz s povprečnimi rezultati nisem bil zadovoljen, tako da tudi veliko opcij ne preostane. Nisem tak človek, ki bi lahko mirno hodil, lahkotno hodil na treninge, pa recimo, da sem imel toliko že vse skokov, da bi se še zmeraj uvrščal teoretično na 25. mesto. In so ljudje, ki bi bili s tem zadovoljni, ampak jaz žal nisem in ne bi imel srca, da bi se brez napora hodil po svetu in tako rekel, delal slabo za športno. A to nek perfekcionizem? Ali? Ja, verjetno. Tako bom rekel, jaz, ko se sploh v športu, sem bil zelo siten, bil sem perfekcionist, kar pa ne velja zdaj za čisto vsa področja v mojem življenju, ampak za tiste, ki se jih lotim z eno strastjo, da bi jih rad dobro naredil, jih pa kar hočem izpopolniti. Kdaj se pa ta strast pojavlja, no, če se vrneva v tvojo mladost? Mislim, da je bila strast, želja, je vse prišlo preko igre, preko lepih zim, ko so še bile v Sloveniji, ko smo se še lahko popoldneve preživljali na snegu. V bistvu doma sem z vasi, tako da opcij je bilo, travnik je bil okrog hiše in smo tam začeli delati manjše skakalence. Tudi kadarkoli smo šli smučati, se mi zdi, da smo bili bolj v gozdu pa po kuclih, kot pa na smučarski progi. In tako je nekako zrasla ta želja po igranju, po skakanju. Pol sem neko zimo je bilo pripravljeno vaško tekmovanje na 25-metrski skakalnici, tam sem šel nastopati, nekako sem uspešno premagal tisto takrat zelo veliko skakalnico in počasi sem prestal v skakalnem klubu, kjer pa pridajo otroci z istimi željami na kup, tako da je dobra družba. Tudi smučarski skoki so šport, ki te kot otroka kar nekako nagrajuje in notoleče, ker imaš vedno željo iti na večjo skakalnico, začneš na 7-metrski in po en let čakaš, da greš na 15-metrsko, pa spet čakaš na 20-metrsko. Ampak se mi zdi, da se to kar nekaj časa te vleče in da želiš se izboljšati, da boš potem nagrajen z večjo skakalnico in te to not drži. Pol pa se je naredil en tak, rezultatski tehnični preskok pri meni pri 14-15 letih, ko imaš pa dobro družbo, pa še rezultatske potrditve dobrih skokov in pa še ko dobro skačeš, je res en tak užitek biti na skakalnici, biti v zraku, igraš se s telesom, igraš se z občutki. Torej, ko dobiš to rezultatsko potrditev, dolge skoke, dobro družbo, pol pa z veseljem tja hodiš in daješ vse od sebe. Kaj pa, če ni rezultatov, no, če so bolj slabi, da tako rečem? A pol je tudi to veselje nekako zgine, ali je to povezano? Ja, sigurno je motivacija hoditi na treninge povezana tudi z uspehi na skakalnici. In ko so rezultati povprečni, je lahko že zelo težko. Ampak se mi zdi, da kar sem jaz doživel, je tako, da ko se začnejo slabši rezultati, povprečni rezultati, večina športnikov še bolj zagrize v delo, še bolj začne delati, analizirati, se posvetovati, poskušati vse. Če pa tega dlje časa ni, pa pride do
drugih izzivov, da vem, postaneš tako malo žalosten, apatičen, vse ti postane in seveda se to tudi pozna na vnemi za trening. Pol je pa odvisen, kako kdo spelje. Nekdo bo najdel nek klikar pa motivacijo, marsikdo pa pol tudi takrat neha se ukvarjati športom, ker pač ne vidi smisla oziroma raje vloži čas drugam. Kaj pa predlagaš mladim športnikom, ki so v bistvu na tem preseku med vrhunskim športom ali pa da nekako začnejo uživati v življenju, no? Da opustijo šport pa da se nekako, kako naj temu rečem, se me razumeš, no? Ja, razumem, ali se vržeš čist v šport ali pa se vržeš ali pa greš v drugo življenje, ker jaz mislim, da se tudi v vrhunskem športu da zelo uživati, je veliko lepih trenutkov, so pa trenutki kratki in treba je biti hvaležen za vsak dan, ki ga imaš, vsak trening, vsako tekmo in pa tudi, v nešportnem življenju biti zadovoljen z vsako priložnostjo, ki se ti ponudi. Se mi pa zdi, da se je pač treba odločiti, ali se boš resno lotil, pa šel v vrhunski šport. Lahko se pa tudi neresno lotiš športa, se ni nič narobe biti rekreativni športnik. Se mi pa zdi fair, da se to pač klubu pove, trenerju pove, mentorjem, da ne da po nepotrebnem vlagajo čas, ampak da ti lahko hodiš samo na treninge in ti ni treba še na tekmovanje hoditi, ker ti to ni. In upam, da se bo to v Sloveniji kar spremenili, da boš lahko kot nogometaš, skakalec, rokometaš, košarkaš hodil samo rekreativno na treninge in se ne bo treba udeleževati tekmovanj. Če se pa vrneva, jaz mislim, da kaj bi svetoval, kaj bi predlagal mladim. Jaz mislim, da je predvsem treba vztrajati pa ne blefirati. Da hodiš, delaš zaradi sebe in na koncu, če blefiraš trenerje, starše, na koncu te blefiraš samega sebe in pa časa je premalo, da bi ga zapravljali za stvari, ki nam niso všeč. Kaj je bolj pomembno, motivacija ali disciplina? Mislim, da je kar oboje dosti pomembno. Disciplina, najprej rabiš seveda motivacijo, ampak ko to motivacijo nekako dobiš, da začneš, rabiš pa disciplino, da si reden in da se ne ustaviš. In pa, kot sem rekel, vztrajnost se mi zdi, da je tista, ki največ prinese, in pa rednost. Prav, da boljš vsak dan po 1 uro, kot enkrat na teden 7 ur. To je velika umetnost športa, da pomal doziraš in pa se to na količino, na daljši rok nabere taka količina treningov, ko je telo adaptirano na vse težke stvari, ki so se mu zgodile in pripravljen na izzive, ki prihajajo. Kaj pa brat pa sestra, no? Zdaj sta tudi ona zelo uspešna, no? Sta sledila po tvojih stopinjah ali sta si nekako svojo pot urezala? Začela sta sigurno po mojih stopinjah. Isti klub. Mislim, da sta še celo oba pri istih letih začela. Ampak pol pa, smo vsi, tudi Cene, Domen, Nika, vsake na svojo osebnost in tako da vsak išče, ima vsak svojo vlogo v življenju. Sta pa res, da je Domen in Nika izjemno uspešna, presegata meje v športu, kaj je mogoče, kaj ni. V bistvu zgleda, kot da nemogoče za njiju ne obstaja. In pišete zgodovino ne slovenskega, ampak smučarskih skokov na splošno na novo. Ampak si vesel oziroma pa žalosten, ko ima ne gre oziroma gre? Ko ima gre, sem pomirjen pa zadovoljen, evforičen ne več. Ko ima pa ne gre, te pa skrbi in iščeš,
kje se je zalomil, kaj se je zalomil. In ne gledam jaz na to toliko tehnično, kaj narobe naredita, ampak poskušam videti večjo sliko, ali sta zdrava, ali se je kdo kje skregal, ali bom rekel, če sta pri sebi mirna in to hočem ugotoviti, oziroma ju pomiriti, da en slab rezultat ne prinese še konca sezone. Ja. Kakor pravi starejši brat, no, taka vloga, ima v bistvu svetuješ, ima pomagaš mu v stiski, ne pa toliko tehnično, kot nek trener. Ne? Ja, trenerjev ima vsak svoje in tudi moramo vedeti, da trenerji so z njima ves čas najbolj poznajo, kaj se tehnično z njima dogaja. Po televiziji ne vidiš ne vsega, tudi ne veš, bom rekel, razlogov, lahko se ki lovijo, kaj probavajo, hočejo kakšen napredek narediti in kdaj ne uspe. In da bi takrat jaz kot zunanji že pisal dobno, zakaj si imel roke tako čuden postavljene, da to ne dela, bi v bistvu podaril trenersko delo in pa zmedel domna, kaj je bilo narobe. Tako pa jih nekako tehnično pustiš in tudi, ko je uspeh, samo čestitaš, ko pa ne gre, takrat je pa čas, ko rab športnik podporo in ker takrat vsi, ki so zdaj na njima, vsi ljudje, ki jo obkrožajo, takrat vsi nekako se malo umaknejo. Tako, kar je v bistvu tudi nekako slabo za športnika, ker ko je uspešen, ga vsi hvalijo, ga božajo, ga častijo, ko pa pač pridejo neki neuspehi, se pa pač vsi se nekako delijo, pa grejo mogoče na neko naslednjo zvezdo, ali kako bi rekel. Ja, sploh ni treba, da je športnik neuspešen. Zdaj, kaj se zgodi, če je recimo letos na turu Pogačar šele drugi? Kako bomo to Slovenci sprejeli? Čeprav je pa to pač ogromen uspeh. Mislim. Je ogromen uspeh, ampak se mi zdi, tako hitro se navadimo v narekovajih dobre hrane, da potem, ko je pride, v bistvu navadimo se vrhunskih rezultatov športnikov in ko so samo malo pod vrhunskostjo, smo že malo razočarani in žalostni. In ja, ko so športniki na vrhuncu, so oblegani, hočejo vsi do njih, vsi okoli njih, vsi bi nekaj imeli od njih, vsi bi jih imeli na svojem dogodku, vsak na svoji veselici in s tem, bom rekel, ima športnik zelo veliko breme, da govori ne, takrat rab tudi človeka, ki je tam postavljen samo zato, da vsem tem reče ne, oziroma odloči, kaj ja, kaj ne. Ko pa športniku ne gre, se pa vsi sprašujejo, zakaj mu ne gre, ali pa vsi rečejo, ja, to je zato, ker je bil povsod in je pozabil trenirati. In to reče isti človek, ki ga je hotel imeti na 3 dogodkih. Je dvolični, no. In je pol, ja, pozabimo sam sebe, kdaj pogledati v ogledalo. Je pa pač dejstvo, taki smo, si pa zelo želim, da smo, tako kot smo euforični ob uspehih, da smo tudi strpni, pa podporni ob neuspehih. Neka pričakovanja se postavijo, no, če si ti vedno 5, pa si potem 3, pač so vsi veseli, če pa si vedno 1, pač že od nekem čist mehnem odstopanju razočarani, kritični na koncu. V bistvu tudi sami neko kritiko podajajo, čeprav v bistvu sploh ne vejo niti kaj zadaj, niti oni ne bi mogoče, pač ne bi bolj v bistvu uspeli v tem. Ja, jaz sem bil sem bil tudi tak. Jaz sem po sezoni 2015-2016 sem bil, bom rekel, ves čas na vrhu. Pa sem bil pa naslednjo sezono 4, pa 5, pa nisem bil zadovoljen in sem z vso to jezo nezadovoljstva se še bolj vrgel na kako delo, ampak sem bil na koncu 10 in sem bil še slabši, ker sem, bom rekel, namesto da bi se pomiril s tem, kot sem zdaj 5, ok, tle je moje mesto bilo danes, jutri bom probal biti malo boljši, vse bom naredil za to, ne bom pa, bom rekel, z glavo skozi zid, pa ne smem iti. In tako je tudi, bom rekel, mogoče v navijaštvu, ko si navajen ti, da nekdo je ves čas
5, kot si rekel, in je pol 3, smo z njim zelo zadovoljni, ampak če pa naslednji dan je spet 5, bomo spet nezadovoljni. Ampak takrat, ko je nekdo 3, treba reči, ok, to je izjemen rezultat za posameznika in to spoštovati in sprejeti, da ni to, da mogoče to ni nivo, ki ga je sposoben držati. Se nekako dober navijač nudi podporo, ne glede na rezultat, ampak pač podpira in pač navija za osebo, pač aj 10 ali 1, ne? Ja, dober navijač, sigurno. Poglejmo sploh nogometne klube, angleške, kakšno zgodovino imajo, ni važno, kje je klub, navijači stojijo na tribunah kot nori. Ja. A to manjka nekako v skokih? Ali? Mislim, da je čist drugače govoriti o eni klubski zgodovini, o športu, ki ima klubsko zgodovino, kot pa skoki, kjer tekmujejo posamezniki, ker v klubih je zastava ista, himna ista, ime je isto. V posamičnih športih se pa priimki ves čas menjajo in se težko navežeš na priimek, če se na vsakih 5 let menja. Ja, to pa res. Kaj pa to, kakšen občutek je, da si v bistvu inspiracija pač mnogim mladim športnikom, skakalcem? Ne vem, če imam sploh kakšen ta občutek. No? Včasih dobim to, da je to tudi odgovornost, ker se pač moraš pol vzorno obnašati. Nimaš, bom rekel, veliko možnosti za kakšne izgrede, ampak če zdaj pomislim, mi to ni težko, ker pač tak sem. Bom rekel, je to naraven proces, ki je prišel skozi kariero, da sem to nekako razvil, sem izoblikoval ta karakter, predvsem pa se mi zdi tudi pomembno, da je kdaj v redu, če se tudi športnik sprosti, predvsem pa hočem, da je športnik iskren. In a te cenijo mladi? No, vem, da si veliko po šolah, pa vedno vsi te oblegajo z vseh strani, mogoče to tudi od staršev pride, ne? Ker če so starši navijači, pa so tudi otroci. Ampak iskrenost se mi zdi, da nisem veliko po šolah. Ker se bi žal s tem jaz malo iztrošil, da bi mogoče postal preveč robot. Kadar pa kam pridem, pa ja, ta mlada generacija me nekako spoštuje in zaenkrat še me pozna. Kakšen imaš pa ti odnos do mladih? No? Kako gledaš na njih? Iskreno nimam veliko stika z njimi, tako da težko podajam kakšne zanesljive ocene. No. Kaj pa sina? No? Kako ju v bistvu vzgajaš, kaj pričakuješ? A sploh kaj pričakuješ od njiju? Zdaj pričakovati nekaj od fantov, ki so stari 7 pa 4 let, kaj se bo čez 10-15 let z njimi zgodilo, se mi zdi, bom rekel, tako zelo nehvaležno. Edin, če bi, bom rekel, imel kmetijo doma in da bi vedel, da boste mogla kmetijo naprej pelati, pa še to ni nujen, da jo. Ampak želim si to, da zrasteta v ena, ne rečem, poštena, iskrena fanta, ki bosta delala to, kar imata rada. In to je to, da bosta zadovoljna svojemu življenju. Ker tudi prav, no, ker veliko staršev tudi veliko pričakuje od svojih otrok in pač hoče, da so zelo uspešni ali pa zelo bogati, kakorkoli tudi v športu. Če so oni bili neki uspešni športniki, pričakujejo tudi od otrok, da bojo neki športniki. Kar imam jaz podatke, uspešen športnik ne pričakuje od otroka, da bo tudi otrok uspešen športnik, si samo želi, da bo v športu. Večkrat je pa neuspešen starš športa, želi, da je njegov otrok zelo uspešen športnik in jih mogoče malo silijo v šport, ko otroku sploh ni. In to se konča, da ko je otrok star 18 let, sta in starš in otrok zafrustriran od športa
in bom rekel, imata mogoče še pokvarjen odnos en z drugim. Ampak ja, za otroke treba želeti, da najdejo strast tega, kar imajo radi in delajo. Naloga staršev pa je, da jih pri tem podpremo. In včasih tudi konec koncev porinemo, če vidimo, da ima otrok potencial, pa da mu manjka samo še malo, da prebije led, ali pa da, ko je prišel do enega nivoja, da malo rab dodatnega potiska, da prebije neko, bom rekel, da mu naredi klik za eno stvar, da takrat je pa treba kdaj malo poriniti, ker s tem pomagaš, rekel, da tudi moraš biti mentor tudi otroku. Ampak tega je kar veliko, no, kakor jaz vem, da pač neki starši, ki so perspektivni športniki bili, oziroma pač neki neuspešni, nevrhunski, v bistvu nekako iz svojih ciljev, iz svojih želj to nekako preslikajo na otroka in v bistvu ful pričakujejo ga, ful silijo v to. In na koncu je pač tudi otrok, ne gre več na šport iz želje, da bi športov, ampak v bistvu zato, ker ga oče sila. Ne? Da ugodi svojemu očetu ali pa staršu. Ja, verjetno pol kakšen kasneje ugotovi, kaj vse bi lahko boljš naredil, ko je bil še športnik, in usmerja svojega otroka v to, da bo zdaj, če on ni, bo pa zdaj otrok naredil vrhunske rezultate, bo športnik. Mogoče si tudi kdo želi, da bo pa zdaj otrok športom denar prinesel družini, kar je v bistvu, se mi zdi, najslabši vzvod, zakaj želiš biti vrhunski športnik. In s tem gre otrok na trening zato, da ugodi. Upam tudi, da ne velikrat samo, da pobegne od tega odnosa, ki ga ima doma. Ker pol si verjeten otrok samo želi, da je čim manj doma in gre rajš na trening, kjer tudi ne uživa, ampak mu starši dajo mir, pa ni mu treba biti z njim. In to je, se mi zdi, da to ni kul. Kaj pa, če se vrneva na tvoje uspehe v smučarskih skokih? Najboljša sezona je bila 2015, ali bi se ne strinjal? No? Ja, sezona 2015-2016 je bila do zdaj smo konec januarja, najboljša v zgodovini smučarskih skokov. Ne vemo, kaj bo konec marca, ko Domen zaključi sezono. In je bilo takrat pobranih v bistvu vse lovorike, ki so bile tisto leto na voljo. In takrat je preprosto šlo vse kar zelo po maslu. Dobro se je začel, stopnjeval sem, pol sem pa na vrhu stal do konca sezone. Koliko je tukaj sreče, oziroma pač razmerje med srečo pa pač res sposobnostjo? Mislim, da nekaj sreče moraš imeti, težko imaš pa srečo od konca novembra do konec marca. Tako da je ta sposobnost oziroma pripravljenost tekmovalca, vrhunskost tekmovalca precej bolj odvisna od sreče. Mogoče je sreča še najbolj pomembna na začetku sezone, da začneš na visokem nivoju, da že na začetku sezone dobiš potrditev in pol, bom rekel, zajameš val in ostaneš na tem do konca sezone. Sezona predtem pa ni bila v bistvu zelo uspešna, če imam prave podatke. No? Tako bomo rekli, sezona 15-16 je bila najuspešnejša do zdaj. 14-15 je bila tudi zelo uspešna sezona, ampak samo nisem vzel globusa, ker je imel Freund eno zmago več v celotni sezoni, tako da zdaj reči za sezono z nekaj zmagami, pa skoraj zmago skupaj za seštevka, da je bila neuspešna. Jaz tolih ne bi rekel, ampak je bilo v bistvu, sem bil že sezono 13-14, 14-15, 15-16 sem bil zelo blizu vrha, ampak sem v bistvu mogel dvakrat zgubiti, da sem pa lahko enkrat zelo, zelo zmagal.
Kakšen je to občutek, da zgrešiš ta globus res za to eno zmago? Pa v bistvu si kljub temu, da nimaš vaze v roki, zelo zadovoljen sezono, ker si naredil velik napredek od enega leta prej, ker si star 20, 21, 22 let in veš, ali pa se malo skrivaš za tem, da imaš še veliko pred sabo. Ampak užitek je še zmeraj tekmovati, pa se boriti za vrhunske rezultate, je tisti, ki športnika marsikdaj pomiri, da je uspešen dovolj, tudi če nima potrditvah z vazami. Zdaj pa še za konc, če bi lahko nekaj predlagal mladim, tako splošno glede življenja, športa, kakorkoli, kaj bi to bilo? Jaz, če zdaj lahko na marsikoga apeliram, bi kot prvo stvar vzpostavil, da se je treba izogibati nevarnosti telefonov oziroma socialnih omrežij, ki nam filajo možgane z nepotrebnimi informacijami. Po drugi strani pa iskati pa najdeti stvari, ki so nam všeč, ki jih radi delamo. Ne nas biti strah stopiti v neznano okolje, ker niso nikjer morski psi, ampak nekoga, če srečamo nekoga, ki ga nekaj zanima, se mi zdi, da se ljudje še zmeraj radi pomagamo. Zato je treba čim več stvari probati, najdeti stvar, ki ti je všeč in pol tisto zagrabiti in jo izpiliti do konca. Super misel. Hvala še enkrat, da si bil z nami. Hvala tebi. In mislim, da si res upam, da si navdihnil čim več mladih, da bojo odložili telefon, pa se podali v nek šport, v nekaj, kar jih veseli, če je to kultura, šport, umetnost. Samo da. Jaz tudi. Evo, hvala. Hvala.